Lep dober dan. Te interpelacije danes sploh ne bi smel biti. Zaradi tega, ker gospod Erjavec sploh ne bi smel biti minister za obrambo. On se je kar nekajkrat kot minister pokazal, da je zelo slab. Bil je slab minister za obrambo, bil je slab minister za okolje in prostor in bil je slab minister za zunanje zadeve. In vendar zdaj sedi tukaj in pri enem od najbolj pomembnih segmentov vsake države, pri vojski, dela probleme. Jaz ne bom ponavljal tistega, kar je bilo že povedano, ampak bom malo širše se ozrl na njegovo delovanje. Dejstvo je, da je Slovenska vojska nima vojakov, ima pa seveda ogromno število oficirjev in če pogledamo, kadar se slikajo oficirji, je na ramah več zlata, kakor pri celotni vojski Združenih držav Amerike. Vojakov pa nimamo in jih tudi ne bomo imeli, dokler bodo taki ljudje vodili ministrstvo. Slovenski pregovor pravi, kakršen voditelj, takšna vojska. In če imamo takega ministra, si ne moremo pričakovati, da bomo imeli boljšo vojsko. Obljubljeno je bilo pred volitvami, da bo se gospod minister zavzemal za naborniški sistem. Na to je pozabil. Naborniški sistem je rešitev za državo, rešitev za vojsko, rešitev za nacionalno samobitnost in rešitev za to, da bojo naši mladinci zrasli v može, v moške. Ne, da bo neka kilava, umestna varianta, ki jo hočejo naši vodilni pripeljati do ne vem česa, do Evrope, v Evropo ali pa še na ono stran Evrope. Hvala Bogu, da imamo mi vsaj na polovici Evrope določene pametne države v Višegrajski skupini in v Rusiji, kjer pa na Madžarskem, kjer hočejo imeti moške. Ne pa ne vem koga. Moškinje, kakor eni pravijo, da bi ženske bile pol moški in moški bili pol ženske, pa bi imeli pa še 3 variante tega vsega skupaj. Mi imamo profesionalni sistem vojske. Namesto, da bi imeli naborniški sistem vojske in bi s tem urihtali 3/4 problemov v Slovenski vojski, imamo profesionalce, ki so slabo plačani in še slabše opremljeni. In človek se vpraša, kako bo profesionalec, kateremu je vojska služba, kako bo on deloval v korist lastne domovine, če nima v sebi zavesti, ampak ga zanima samo, koliko plače bo dobil in če mu bo sosed plačal več, bo šel pač v vojsko na drugo stran. To je tista zadeva, ki je bila namensko uničena v Slovenski vojski. Uničiti naborni sistem, zato da bi potem lahko kontrolirali vsako vojsko iz določenih pozicij moči izven države. Obljubljeno je bilo, da se bo to spremenilo, gospod Erjavec je to takoj pozabil. V Slovenski vojski opažamo danes popolno odsotnost vojaškega duha in popoln razpad vojaške morale. Tega nimamo in namesto, da bi se glede na hierarhični sistem tudi načelnica odzvala pozivu komisije, kamor bi morala pričati, se to tega ni naredila. To se ni zgodilo. To se pravi, kaj je potem parlament? Tudi parlament nič ne pomeni. Ali gre morda za medsebojno dogovarjanje ob kavici, ko minister določa, kaj da in kaj ne, oziroma kaj bi bilo smiselno, da se naredi in kam je smiselno iti in kam ne. Če pogledamo naprej, kaj je naredil gospod minister v zvezi z vojaki, ki so dosegli 45 let starosti? Nič.
Slovenska nacionalna stranka je ne enkrat pisno podala predloge, da naj se te vojake prekvalificira v policiste in se na ta način resi tudi problem policistov, ki jih manjka, in pa zaposljivost teh vojakov. Gospodu ministru, po domače rečeno, dol visi za te zadeve. Glavno mu je, da sedi na stolčku ministrskem in da se ima fajn. Ampak to je za vojsko premalo. To ni vojska. To še taborniki niso pri takem vodstvu. In potem najhujša grožnja slovenski državi so neki z paintball puškami in sekirami naravi, teli Šiškova, Štajerska Varda. Ja, Madonna santa, ja, kje pa živimo? Kje pa živimo? Vojakov je vedno manj in jih tudi bo vedno manj. Se ni čudno. Kdo pa bo šel med tabornike, ki mu ob dveh pade puška z rok in ni več vojak? Vojak je vojak ali pa ni nič. Ne pa, da je profesionalc v vojski in potem pač, dokler je, po 45. letu ga pa zbrcajo na cesto. Veliko je vzorov v Evropi, kako se te zadeve uredijo. Še več pa tudi kje drugje, izven Evrope. Ampak ne, tega mi ne bomo gledali. Mi moramo imeti eno posranijo, mi moramo biti seveda ovešeni z odlikovanji. Ne vem, odkot našim oficirjem toliko odlikovanj, ko pa nobeden od njih ni bil v nobeni bojni akciji. Večina jih niti ne ve, kje gre pri pištoli kugla ven. In to naj bo slovenska vojska in tako vojsko vodi človek, ki tukaj za mano sedi in ki je že enkrat pokazal, da je nesposoben in zdaj bo drugič pokazal, da je nesposoben, čeprav se bojim, da ta interpelacija ne bo uspela, kajti vladajoča koalicija bo varovala svoje pozicije in je to pač dejstvo. Je pa smiselno, da se te zadeve povejo. Nekaj vojakov je šlo seveda na mejo, ampak kako? Brez pooblastil. Vojak ne sme narediti nič. Migrant ga lahko tepe, tolče, pluva, meče van hrano, ki mu jo nevladne organizacije pripeljajo tja, vodo mu mečejo v glav in vojak ne sme niti pomagati policistu. Že policist nima pooblastil, vojak pa sploh ne. Kaj pa pol dela? In kaj je bistvo vojske? Bistvo vojske je varovati državno mejo. Policija varuje državo znotraj meja. Ampak tudi tega naš minister ne ve, ker osnovnega koncepta ne ve, ker ga tega na pravni fakulteti doktorja Edvarda Kardelja v Ljubljani tega niso naučili. Ker Kardelj je rekel, da država je v odmiranju in zgleda, da slovenska država dejansko je v odmiranju. In to zaradi takih ljudi, kot je gospod Erjavec, pa še kakšen drug. Saj ni samo on takšen, ampak jih je kar nekaj. Vprašati se je treba tudi števila oficirjev. Oficirjev je več kot vojakov. A bo zdaj imel vsak vojak, ne bo imel nad seboj recimo poddesetnika ali pa desetnika, ampak bo imel že kar polkovnika. In bo polkovnik vodil vod 10 vojakov kam? Na Poček, kjer bodo streljali ali pa ne bodo streljali, ali pa se bojo malo prerivali, kdo bo streljal, pa kaj bo streljal in tako naprej. Mislim, to je neresno. In kot neresno nas jemlje cel svet. Kot neresne. In našo vojsko, kjer se zavzemamo za neke čudne koncepte, ki jih niti minister sam ne razume, se jih ne more razumeti, mi se gremo ne vem koga. Že sam koncept vojaške strategije, obrambne strategije Slovenije je popolnoma zgrešen. Postavljen je na ameriških temeljih in predelan na nivoju nizozemsko-nemškega sodelovanja, kjer je ravnina. Ne vem, bi bilo fajn, če bi se naši gospodje mal pelali po Sloveniji pa videli, da imamo mi precej hribovito deželo in da so naše gozdne poti precej ožje, kakor so široki hamerji ali pa kakšni osemkolesniki.
Ampak mi bomo 8-kolesnike kupovali. Namesto, da bi majhne mobilne enote z 4 raketnimi lanserji in bi to razporedili naokrog in bi zaradi hitre mobilnosti lahko bila pokritost našega terena absolutno boljša. In to je edini sistem vojskovanja, ki se ga boji tako ameriška kot ruska stran. Ampak ne, mi ne bomo tega delali, zato ker bomo napisali eno belo knjigo, ne vem zakaj je bela knjiga, vojaška barva je predvsej drugačna kakor bela, ampak mogoče to že nakazuje na kakšno intenco, da bomo kar bele knjige, da ne bo treba belih rjuh gor dajati, da bomo reč bele knjige dvigali, če bo kdo prišel, če bojo Hrvatje udarili tamle čez mejo. In potem se dogaja to, da naša vojaška obveščevalna služba posluša, kaj govorijo vojaki, in čudno, da niso tudi upeljali tega termina sovražnega govora. Če bo kakšen vojak rekel kjermu drugemu marš v pizdu materinu, da bo potem, sovražni govor, dajmo ga raziskati, dajmo ga preiskati, dajmo ga prijaviti in naj plačuje kazen. Ne gre v kot klečati na koruzo za 4 ure. Če tako daleč smo prišli. A je to vojska? Lepo vas prosim. In to je nekdo, ki vodi vojsko, minister, ki bi moral biti ta prav dec, reči tako pa tako in tako pa tako bomo naredili. Tukaj le odzadi se trese, a bo šel skozi ali ne bo šel skozi. Vsega lahko potolažem. Interpelacija tako ne bo uspela, ker je jasno, da ne bo uspela. Ne? Ampak videti pa je treba, kako in kaj. No, ta naša vojaška obveščevalna služba, jaz nisem dobil nobenega poročila, da bi sporočili, kaj Hrvatje razmišljajo o naši vojski, kakšni so njihove vojaške ocene pripravljenosti Slovenske vojske, kakšne so njihove ocene obrambne sposobnosti in orožne sposobnosti, kar se tiče naše vojske. To bi morali oni ugotavljati, ne pa poslušati, kaj se vojaki pogovarjajo med seboj. Lahko bi mogoče naredili en kratek kurs, pa bi mogoče iz kakšnih ameriških filmov, kako se tam šolajo vojaki in kakšen je hierarhični odnos višjega oficerja proti nižjemu in proti vojakom, pa bi se inserte naredili, pa se jih poslali gospodu ministru, da se ogleda to. Pa da bi videl, da vojaška obveščevalna služba naj bi delala drugo in drugače, ne pa na ta način kot pri nas, ker potem preiskuje, ali je kdo rekel, da je nekdo bolan, ali ni rekel, da je kdo bolan, ali je rekel, da ima samo žulj na nogi, ali ima mogoče celo išijas. To so čudne stvari, zelo čudne stvari. In potem seveda učinkovitost delovanja vojske, tega pa ni. In vojska je eden od temeljev državnosti vsake države. Človek se vpraša, ali je nekaterim sploh do tega, da Slovenci imamo državo. Jaz dostikrat podvomim o tem in bi kar rekel, da je nekaterim v načrtu, da Slovenijo uničijo do konca. Da potem še ukinejo vojsko, profesionalizacija vojske je že bila korak v to smer. In če bi pogledali samo do Avstrije, bi videli, da tam je naborni sistem ostal in tam so ga ljudje na referendumu potrdili. In tudi pri nas ljudje, normalni ljudje, ne ljudje iz določenih političnih sfer, ampak normalni ljudje razmišljajo o tem, da je treba to uvesti nazaj. Slovenski narod razpada z namenom, razpada po komandi, razpada z željo uničiti slovenski narod. In kaj seveda edino, kar bo sovražni govor nas bo rešil? Ja, nekatere bo rešil sovražni govor, pa kratke hlačke, pa tangice, to vas bo rešilo nekatere. Vendar unih ta pravih sigurno ne. In jaz še zmeri mislim, da v slovenskem narodu je dosti pravega duha, tudi borbenega duha, tudi duha, ki bi mlade ljudi z željo pripeljal v vojsko. Ampak kaj bo šel v vojsko? Prvič niti ne ve, kaj se bo zgodil potem po 45. letu, niti ne ve, kaj bo delal,
Razen, da bomo prebrali v glasilu od Slovenske vojske na sredini vedno dolge kolone raznih odlikovanj, ne vem za koga. V JLA-ju si dobil odlikovanje primeren vojnik, ampak to je dobil recimo vsak 4000 vojak ali kaj takega. Ne pa vsak, ki pri nas. Če ne dobi ta mesec, bo dobil pa drug mesec. In potem smešnice, ko se naši oficirji, ne vsi, ampak nekateri naši oficirji slikajo za tujimi oficirji in potem gledamo, kdo so oni in kdo so naši. Potem stojijo oni, ki so imeli toliko pa toliko bojnih akcij, naš je bila največja bojna akcija, bila streljanje na Počku. Žalostno je to, kar se dogaja. Res je žalostno to. In mislim, da bi morali tudi narediti marsikakšen res in popucati te stvari. Poleg tega pa človek bi pričakoval, da bo v vojski več poudarka na nacionalni biti. Ne, da se uči neka čudne, ne, da se uči, da se govori o nekih čudnih zgodovinskih dejstvih, kjer je pol izmišljenega, pol nepovedanega, pol zblojenega, resnice se pa nihče ne upa povedati na glas. In vendar edino resnica je tisto, ki bo lahko slovenski narod očistila, spucala in spravila na pravi nivo. Jasno je pa to, da najprej bo treba pa to narediti tukaj noter v parlamentu. In tukaj noter v parlamentu, spoštovane kolegice, to je zdaj pod zanovom se ne reče več spoštovani kolegi, ampak spoštovane kolegice, treba bo kaj spremeniti. Treba bi bilo prebrati kakšno knjigo, treba bi bilo prebrati kakšno knjigo slovenskih avtorjev. Ne recimo Pike Nogavičke, ampak recimo zgodbe in povesti o Gorjancih. Vendar tega nihče ne bere, zaradi tega, ker je noter sovražni govor. Ne. Sej, verjetno bojo tudi to spremenili. Ne. Slovenska vojska z belo knjigo ne bo pridobila nič. Popolnoma nič. Koncepta ni, koncepta ne bo. Streljanja, kot kaže, sploh ne bo več. Potem oborožitev je grozljiva, hvala Bogu, imajo v skladiščih še stare kalašnikovke, ki so dobre. In človek se vpraša, kako je mogoče, da je sploh Slovenija nabavila belgijske puške F2000S. Le zakaj? Tudi to je ena svinjarija, ki bi jo bilo treba razčistiti. Dejstvo je, da je bil to poskusni model. Ta poskusni model je slovenska država plačala belgijski firmi Herstal in potem je slovenska država te poskusne puške odkupila za velike denarje nazaj. Gre za neuporaben artefakt, ki je krasen za zbiralce, vendar za terensko vojskovanje slab, za nič. No in zanimivo je to, da ponavadi vse firme, ki izdelujejo orožje, same plačajo razvoj orožja in potem, ko dajo to orožje v uporabo neki enoti, je ta enota dobi orožje zastonj, municijo zastonj in še marsikaj zraven, zato da kontrolirajo uporabo in uporabnost tega orožja. Pa nas je šlo obratno. Mi smo plačali razvoj, mi smo puške kupili in zdaj jih bomo zamenjali, hvala Bogu, ampak zakaj? Ker ministrstvo laže, da za to ni streliva. Streliva je dovolj, ampak je orožje za nič. In zato je treba to narediti. Ampak kje pa je obveščevalna služba vojaška, da bi razkrila, kdo je naročil te puške, kdo je zahteval vse te zadeve, da se izpeljejo in zakaj gospod Erjavec ni postavil vprašanja o tej zadevi. Kot minister bi moral to vprašati, pa ni vprašal, pa še marsičesa ni vprašal.
Učinkovitost delovanja Slovenske vojske je najbolj pomembna stvar. Najbolj pomembna. Na to se moramo naslanjati. Država stoji in obstaja na vojaški moči. Ta vojaška moč ni treba, da ima ne vem kakšne bombnike ali kaj podobnega. Ta koncept je lahko drugačen. Prej sem že povedal za majhne mobilne enote, helikopterske enote, protiletalske rakete. Ampak to je preveč za razmišljati, kajti na FDV verjetno ne vejo, koga je raketni sistem S-400. Ne vem, če vejo. Mislim, da ne, ampak sej to se lahko pogugla, pa boste našli, ne. Ali pa kaj je to bomba Buratino. Ja, ne bojo vedeli, ne, zato ker verjetno to je ruska stvar, pa ne znajo cirilice, pa ne znajo napisati, kako se to piše. In taki ljudje nam potem furajo vojsko. Ja, Madonna Santa. To ni več vojska, to je ena taka smešnica. In zato, ker je to smešnica, in zato, ker to smešnico vodi en smešnik, smešnik, mi bomo podprli interpelacijo.